Topel pozdrav vsem in dobrodošli v časorisovih februarskih video novicah. Spregovorili bomo o vstopu Kitajske v novo leto in kaj prinaša leto podgane. Zatem bomo na Kitajskem ostali še ob novici o širjenju koronavirusa, zaključili pa bomo na domačih tleh. No, pa malo tudi v Ameriki ter spregovorili o Prešernovih nagradah in kulturnem prazniku ter o Oskarjih. No, najprej pa odpotujmo na Kitajsko. Ali veš, da Kitajska proslavlja novo leto kasneje kot mi, Evropejci? No, tamkajšnji šolarji so se v tem času dodobra poveselili ob vstopu v novo leto podgane, ki prinaša nove začetke in priložnosti. Leto se bo izteklo februarja 2021 in se sprašuješ, zakaj so omenjena ravno podgana? Kitajci verjamejo, da vsakemu letu vlada ena od 12 živali iz horoskopa in letos je to pač podgana. Zakaj pa se je novo leto začelo kasneje kot naše? Kitajci se ravnajo po luninem koledarju in temu sledijo tudi v Vietnamu, Koreji in Laosu. Od prazničnega vzdušja pa pojdimo k naslednji novici na Kitajskem, kjer se je tik pred začetkom novega leta začel širiti nevaren koronavirus. Koronavirus je virus, zaradi katerega oboleli težko dihajo, kašljajo in imajo povišano telesno temperaturo. Nekateri so celo umrli. Znanstveniki iz Pekinga so v raziskavi ugotovili, da naj bi z netopirjev prešel na kače in s kač na ljudi. Drugi znanstveniki pa niso prepričani, da je temu res tako. Pravijo, da se virusi, ki so nevarni za človeka, običajno razvijajo v sesalcih in celo redkeje v pticah. No, od dogajanja na Kitajskem pa pojdimo ob zadnji novici še na domača tla. Ta mesec namreč praznujemo kulturni praznik, ki je tudi dela prost dan. Prešernov dan vsako leto prinaša tudi podelitev Prešernovih nagrad, ki veljajo za najvišje nagrade na področju kulture. Letos je Prešernovo nagrado dobil prvič celo fotograf, in sicer Stojan Kerbler, nagrado za življenjsko delo pa koreograf Milko Šparemblek. Ob podelitvi nagrad pa ob koncu pokukajmo še v Ameriko, kjer so prvič v zgodovini Oskarja za najboljši film podelili filmu, ki ni bil posnet v angleščini. To je korejski film Parazit, ki govori o tem, kaj se zgodi, ko se prepletejo življenja revnih in bogatih. Če si med tistimi, ki so ob kulturnem prazniku izpustili vse muzeje in galerije, te časorisovci vabimo, da v mesecu kulture prebereš kakšno pesem ali napišeš celo svojo. Naj bo tole ena od idej, kako krepiti svojo otroško ustvarjalnost. Mi se v video novicah vidimo zopet marca, do takrat pa se imej kar se da najlepše.